Cerkev Svete Helene na Gradišču pri Divači je pomemben sakralni objekt, za občino pa še toliko bolj pomemben kot kulturni objekt. Zato smo še toliko bolj veseli, da smo uspeli se s škofijo dogovoriti in podpisati pogodbo o prenosu lastništva oziroma upravljanje Cerkve Svete Helene na občino Divača. Naša občina je v Cerkev Svete Helene vložila kar nekaj sredstev v preteklih letih. V lanskem letu pa je škofija pridobila na Ministrstvu za kulturo sredstva za obnovo cerkva in lastni delež je prispevala občina Divača v višini 13.000 evrov. Občina Divača je s škofijo podpisala pogodbo o brezplačnem upravljanju Cerkve Svete Helene, predvsem zato, ker v tej stavbi ni več verskih obredov. Občina pa bi to stavbo uporabljala za druge namene, kulturne oziroma za razne delavnice in je to za občino zelo pomembno, saj je ta objekt stoji tudi na varovanem območju Parka Škocjanske jame in je kot turistični objekt služil že do sedaj. Občina Divača namerava v tej cerkvici nadaljevati s temi restavratorskimi delavnicami. Ena delavnica je bila izvedena že v lanskem letu, načrtovane so pa še 2 delavnice, tako da se bodo obnovile te znamenite freske. Občina pa ima to cerkev namen tudi uporabiti za razne kulturne dogodke, seveda take dogodke, ki bodo primerne za tak objekt. Če bi pa se pojavila potreba, da bi kdo želel verski obred tudi v tem objektu, pa tudi s strani občine ne bo problema, še vedno se bodo lahko tudi verski obredi izvajali v tem objektu. Velika zahvala za vse to gre predvsem Zavodu za varstvo kulturne dediščine Nove Gorica in gospe Minki, ki si je res prizadevala, da bi ta cerkev prišla v upravljanje občine Divača. Seveda gre zahvala tudi vsem vaščanom vasi Gradišče, ki skrbijo vsa leta za to cerkev in pa seveda tudi delavcem občinske uprave, ki so se res potrudili, da je ta cerkev zdaj prišla v roke občine Divača. Kot predstavnik Ministrstva za kulturo bi želel čestitati pobudnikom za ta današnji dogodek, to je za prenos upravljanja te cerkvice Svete Helene na občino Divača. Mislim, da to je prvi tak dogodek v samostojni Sloveniji in je zelo pomenljiv. In mislim, da to je en tak primer, ko sta družba in cerkev, lastnica, našla skupno pot ob podpori strokovne službe Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Mislim, da s tem ni samo zagotovljena prihodnost temu objektu, ampak predvsem je zagotovljena tudi življenje, kulturni utrip za razne dogodke, ki se bojo v tej cerkvici odvijali, tako koncerti, možne razstave in seveda po potrebi občasno tudi bogoslužja. Za sam takrat tukaj gradišče bi rekel, da je ta prenos tudi bi rekel en prelomni dogodek. Zagotovljena je gotovo večja popularizacija, tako da bo ta cerkvica postala znana, vidna tudi mnogim drugim, ki gre tudi mimo. Do sedaj bo to zelo skrit biser. Mislim, da ta biser je zelo pomemben. Slovenija je sicer polna teh biserov, ampak prav ta tukaj na kraškem robu je rekel, na stičišču tako imenovanega kontinentalnega in mediteranskega prostora sožitje, ki je našlo skupno govorico v centralni gotiki in v tej mediteranski poslikavi. Cerkev, v kateri se je danes odvil poseben dogodek, stoji na stičišču Krasa in Istre. Gre za kraško podružnico, medtem ko pa stopimo v notranjost, pa dejansko se srečamo z istrskimi podobami. V bistvu so te freske, zelo slikovite freske, delo delavnice Janeza iz Kastva, zelo pomembnega poznogotskega slikarja. Se pravi, da gre res za zelo pomembne poslikave, zato smo se tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine kot restavratorski center odločili, da tudi nekako pristopimo s posebnim, na poseben način k tej obnovi, tako da smo se že v letošnjem letu je tukaj potekala posebna poletna šola, mednarodna šola, kamor smo povabili naše strokovnjake, tuje strokovnjake, študente iz različnih držav. Tako da so letos tukaj doživeli eno zelo lepo poletno šolo. Spoznali so domačine, spoznali so naše freske, narejenega je bilo ogromno dela, znanstvenega dela, strokovnega dela. Hkrati zaenkrat stenske poslikave niso še očiščene. Začel se je postopek čiščenja, utrjevanja in med tem smo naleteli tudi na neko zanimivost. Namreč tukaj pri levu, ko so izvajali ultravijolično fotografijo, so ugotovili, da zraven leva, da lev ni sam, ampak da je zraven, da v šapi drži miško. No in tukaj to je taka Ezopova basen, ki poudarja dobra dejanja. Se pravi, da se dobro dejanje vrne z dobrim dejanjem. Na hitro mogoče ta zgodbica. Lev, ko je lev ujel miško, je miška prosila, naj ga izpusti in je rekla, da bo to dejanje vrnila, dobro dejanje, ko bo imela to priložnost. In ta priložnost se je seveda zgodila in ko je bil ujet mrežo, so miške prežrle to mrežo in se pravi, da sta si vrnila dobro dejanje z dobrim dejanjem. In tukaj se mi zdi, da je zelo podobna situacija v tej vasi, kjer vaščani, domačini, vsi pač prispevajo k tej obnovi, prav tako občina, župnija, država, se pravi, vsi so, dejansko so vse te finance so zbrane tukaj in se tudi lahko na takšen način obnavlja. Restavratorski center bo obnavljal naprej tudi to poslikavo še v parih letih s pomočjo oziroma skozi to poletno šolo. Se pravi, ta cerkev bo imela zdaj nekakšen drug pomen, vendar pa te stenske poslikave, ki so v notranjosti še vedno ostajajo enake, tako da pristop in obnova je še vedno na prvem mestu, tako da mislimo, da v roku parih let bo ta cerkvica dokončana. Dolgo časa sem bila najmlajša vaščanka in sem res vesela, da se je začelo končno nekaj premikati tudi v naši majhni vasi. In čeprav smo, kot sem že omenila, majhni, se je cerkvica oziroma je cerkvica Svete Helene zelo pomembna
tudi nam, zaradi tega, ker se zavedamo, da take freske se nahajajo samo še v Hrastovljah in prav so malenkost uničene, še vedno lahko na njih najdemo zelo zanimive prizore. Meni osebno so najbolj všeč prizori iz basni in pa tudi celoten pohod in preklon svetih treh kraljev. Ko stopimo v cerkev tukaj, z te strani, imamo na levi steni svete tri kralje. Tu se pravi Božič in vse, kar je s tem povezano. Tukaj na desni strani, zadaj za mano, pa imamo križev pot in kalvarijo in pomeni Veliko noč. In tako imamo tukaj v cerkvi pravzaprav celo cerkveno leto. Dva glavna stebra, naše vere. Tu je Božič in potem Velika noč. Tako da je na svojevrsten način seveda zelo lepo prikazana ta Biblija pauperum, kot ponovadi rečemo, ko se je vse prikazovalo v glavnem sliki. Torej, te freske so stare malo več kot 500 let, 1490, kako se predvideva, da so bile narejene. Naredil jih je pa isti mojster, kakor slavne po celem svetu, slavne freske v Hrastovljah. Tudi se vidi ista roka, enakšen pristop. Zanimivo je bilo to, da 54 ali 56 leta, ne vem katerega leta, je naročil župnik soposlikarja, da to prebeli, in ko je prišel sam, je odluščil, videl, da je odspad nekaj poslikava in tako, in potem je to takrat duhovnik takoj to zaustavil in obvestil nadrejene. Ko so ugotovili potem, da so to freske, da je odspad poslikava, neka poslikava, zdaj kakšno niso vedeli. In pozneje spomeniškega varstva z Ljubljane in so to odkrili to, kar je predstavljeno zdaj. Drugače prej niti niso vedeli, kaj je. Drugače je bila pred cirkusom normalno pobeljena, bela, kot vse ostale. Ni bila zanimiva, nič pomembnega ni bilo. Še se poslikava se to odkrilo, kakšna vrednost je spodaj. Mislim, da je tudi za pozdraviti šolo, ki se je začela tukaj, 3-letna študentov restauratorstva z 3 univerz v Švici, Zagrebške akademije za likovno umetnost in ljubljanske. Mislim, to je tudi zagotovilo, da bo glas o tej lepoti, o tej umetnosti šel po svetu in da tudi mladi, ki se tukaj učijo, ohranjati in vračati ponovno življenjski utrip tem umetninam, da bojo potem to izkušnjo ponesli še naprej, vsak v svoj prostor, v svoj kraj, hkrati pa ohranili medsebojne vezi in se z znanjem in prijateljstvom bogatili. Sem prepričan, da bo zdaj tudi ta cerkev Svete Helene tukaj v Gradišču pri Divači postala zelo znana. Že se vse tu dogaja, ker je bila tukaj, je bil poleti ta šola, ta tečaj za ohranjanje, mednarodni, za ohranjanje fresk. In tako da smo resnično veseli, se tega zelo veseli, rad rečem, in župnija in škofija, da imamo tu možnost in da smo zdaj tako lepo, bi rekel, sklenili ta sporazum, da z pomočjo občine in s pomočjo države obnavljamo ta resnično dragocen spomenik naše zgodovine. Tukaj vas sama, kakor je vsem znano, je sorazmerno majhna in je nemogoče pričakovati, da bi lahko oni sami vzdrževali takšno bogatstvo, kot je včasih bilo, recimo. Zavedamo se, da kot sama vas cele cerkvice ne bi znali obnoviti, ne bi mogli obnoviti in smo res veseli, da je pač tukaj nam priskočilo na pomoč in ministrstvo in pa tudi občina Divača, da se bo začelo strokovnimi, oziroma se je že začelo s strokovnimi obnovami in s nekim obnavljanjem, ki bo narejeno tako, kot je treba biti in bo cerkvica ostala še za naslednje rodove.
še za naslednje gradiščine. Cerkev se v zadnjih letih postopno obnavlja. Po obnovi strehe leta 2004 je bila leta 2017 obnovljen suhi zid okoli cerkve, 2018 je bila statično sanirana streha, 2019 so bila vgrajena nova okna za UV zaščito. Z letom 2021 se je na gradišču pričela tudi mednarodna restauratorska šola, ki je zasnovana kot 3-letna delavnica, v sklopu katere se študenti restauratorstva Univerz iz Slovenije, Hrvaške in Švice spoznavajo z najnovejšimi metodami restauriranja stenskih poslikav. Pravkar so se končala obnovitvena dela na zunanjščini, ki se je v celoti restaurirala. Cerkev Svete Helene, ki je v osnovi še zgodnjegotska in v 17. stoletju predelana stavba, ima v veliki meri še ohranjene prvotne apnene omete, zaradi česar je bilo strani ZVKDS določeno, da se zunanjščina restaurira po principu maksimalnega možnega ohranjanja avtentične podobe in materiala. Vsi kvalitetni apneni ometi so se zato ohranili in utrdili. Manjkajoči deli so se dopolnili z novimi po vzoru originala. Tudi prvotni apneni beleži so se ohranili in trdili, niso se prekrili z novimi, temveč se je rekonstruirane dele le tonsko prilagodilo originalu. Restaurirani so bili tudi vsi kamniti elementi. Popravljena sta bila stika zvončice in lope z ladjo, kar bo preprečilo nadaljnji vdor vlage v objekt. Letošnji restauratorski poseg je tako zaključil dolgoletno obnovo zunanjosti cerkve in hkrati zagotovil boljše pogoje za ohranjanje največjega bogastva njene notranjosti dragocenih srednjeveških fresk. Sam sem tudi župnik v Piranu, skrbim za 10 cerkva in vem, kakšno veliko breme je vzdrževati takšno število cerkva in predvsem bogatih sakralno-kulturno dediščino. Mnogo župnij v naši škofiji se srečuje s podobnim problemom in mislim, da tukaj gre res za prvi primer, ne samo v naši škofiji koprski, ampak tudi v celotni Sloveniji, ko je lokalna skupnost, se pravi občina, prepoznala pomembnost te bogate sakralne dediščine in pristopila aktivno, da jo po svojih močeh reši. Tako da upam, da bo tej praksi sledilo še, da bodo sledile tudi druge občine, tako po naši škofiji kot širom po Sloveniji, ker le na ta način bomo lahko skupnimi močmi ohranili to, kar so naši predniki skozi stoletja, da ne rečem tisočletja, ustvarili. In mi danes smo odgovorni, da to dediščino, da zanjo skrbimo in da jo prenesemo prihodnjim rodovom. Tako da tudi sam kot voditelj Komisije za sakralno dediščino pri škofiji Koper res pozdravljam to gesto in se tudi zahvaljujem občini Divača in tudi gospe župani, da je prepoznala to potrebo in hkrati, da bo lahko tudi ta cerkev v prihodnje živela svoje poslanstvo, morda ne toliko več v verskem, ampak bolj v kulturnem pomenu. Vesela sem, da se je začelo dogajati, da se je tudi malo kulturno začela razvijati naša vas in da se bo v prihodnje
še več dogajalo in s celotno obnovo, zaključkom obnov tudi nekako uredilo kakšno dodatno vrednost. Zaradi tega, ker smo v bližini Škocjanskih jam, kar pomeni, da bi lahko tudi nekako pridobili na turizmu. Mislim, da ta podpis je vzorčen in da se bo gotovo še marsikaj v slovenskem prostoru ponovil. Že omenjeno sodelovanje Združenja moči so zagotovilo, da bomo bogato sakralno dediščino, ki je naše podeželje in cela domovina Primorje, ostali še naprej pričevalci naše istovetnosti. Ta istovetnost ni pomembna samo napram drugim ljudem, ki prihajajo v naš prostor, ampak tudi za nas sami. Dviga nam notranjo moralo, nas bodri, daje nam tudi zavedanje dediči, česa smo, ki so naše korenine. In dokler so korenine žive ali pa se spominjanje, potem je tudi gotovost, da bo limfa ostajala in da bo ozmotski proces še naprej tekel po naših žilah in po žilah naših potomcev. Sem prepričan, da tukaj notri ni važno, kdo ali je bolj veren ali manj veren. Kdorkoli tukaj pride, lahko nekaj potegne, bi rekel, za dušo, nekaj za neko upanje, neko izhodišče za naprej, neko notranjo obogatitev duhovnega bogatstva, duhovnega človeka. In to je tudi moje sporočilo vsem obiskovalcem, ki bodo to lepo cerkvico obiskali.